Pozdravljeni. Za nami je 5 dirk za veliko nagrado v svetovnem prvenstvu Formule 1. In čas je, da se počasi začnemo spraševati o prvih pravih ocenah. Po 5 dirkah bi lahko dejali, da zaokroženo je za nami 1/5 vsega tistega, kar bomo letos spremljali v svetovnem prvenstvu Formule 1. In prav je, da skušamo razumeti praktično tudi z neko številčno podlago, kdo se je izboljšal, kdo se je poslabšal, kdo je presenetil in kdo razočaral. A kot običajno je najbolj enostavno vzeti tisti 2 lestvici in pogledati, kdo je zbral določeno število točk. In tu bi lahko dejali, da slika konec koncev lahko tudi ni realna. Namreč znano je, da Max Verstappen je najmočnejši v tem obdobju, kjer praktično izjemno težko pride nekdo, ki ga lahko na progi premaga. Videli smo, da na primer tudi Carlos Sainz mlajši je izkoristil dobesedno njegov odstop. A po drugi strani je tu Perez, ki pravzaprav letos brez težav sledi svojemu moštvenemu kolegu. Videli smo, da praktično samo že v prej citirani dirki za veliko nagrado Avstralije ni bil na zmagovalnem odru. In to je tudi zanimiv podatek, ki nam lahko kaže marsikaj. A da bi ugotovili, kdo je hitrejši in kdo je počasnejši, bi sam raje uporabljal to tabelo. Vidimo lahko na prvih 5 dirkah razliko v času v samih kvalifikacijah, kjer se gre na en sam krog. In praktično, da so zadeve čim bolj poštene, je upoštevan čas, ko sta bila oba voznika v istem delu kvalifikacij. Če je nekdo izpadel na primer v prvem delu kvalifikacije in njegov moštveni kolega je prišel do tretjega dela kvalifikacij, se tu upošteva čas obeh seveda iz prvega dela, kar je, vsaj po mojem videnju, najbolj pošteno. In seveda treba je tu dodati, da pri skuderiji Ferrari se rabi 4 rezultate in ne 5, ker Carlos Sainz mlajši je eno dirko izpustil, kot dobro vemo. A lahko bi dejali naslednje, da pravzaprav imamo določena presenečenja, kjer lahko vidimo, da na primer Lewis Hamilton v primerjavi z Georgeom Russellom je, vsaj kar se tiče kvalifikacij, izjemno počasen. Od koga z njegovimi izkušnjami, vsaj v prvih 20% letošnjega prvenstva, bi pričakovali vsaj, da je blizu Russellu in ne toliko zadaj. Po drugi strani je verjetno večje presenečenje to, da je že prej omenjeni Carlos Sainz mlajši na kvalifikacijah boljši od Charlesa Leclerca. Namreč ena izmed najmočnejših točk tega voznika so prav kvalifikacije. In Španec v tem primeru, v teh prvih 5 dirkah, je bil seveda za malenkost, ampak hitrejši. In to je zanimiv podatek. Dejstvo, da je na primer Fernando Alonso boljši od Lensa Strolla, ne preseneti nikogar, kot to, da je Albon hitrejši od Sargenta. Ampak Ocon toliko boljši od Gaslija, seveda po svoje je tudi to presenečenje, kajti vsakdo si vsaj tako na prvi pogled misli, da sta malce bolj skupaj. Čeprav je Alpin v ozadju, ne smemo zanemariti tudi takšnih podatkov. A logično je, da na kvalifikacijah, na primer Max Verstappen, je bistveno boljši od seveda Sergija Pereza.
Podobno pri McLarenu, kjer je Norris tisti, ki je hitrejši od Piastrija. A seveda pojdimo raje k neki drugi preglednici, ki je tudi zanimiva, morda še bolj. Koliko točk so zbrali vozniki v sezoni 2023 na prvih 5 dirkah in koliko so jih izbrali letos? Kjer zopet vidimo, da pravzaprav imamo nekaj presenečenj. Prvič to, da oba voznika Red Bulla sta letos izbrala manj točk kot lani. Čeprav bi lahko dejali, da to ne spremeni dejstva, še zmeraj sta tam spredaj. Po drugi strani, tako pri Ferrariju kot pri McLarenu vidimo, da se je izkupiček kar lepo povečal. Čeprav tu vemo, da pravzaprav Carlos Sainz mlajši ima dirko manj v seštevku, kar pa konec koncev ni tako važno. Seveda pri Aston Martinu vidimo velik padec, kot sem že mnogokrat poudaril. Bi lahko tu dejali, da v začetku lanske sezone je predvsem Fernando Alonso izkoristil šibkost, slabost predvsem Ferrarija ter McLarena. Letos tega ni več. Mercedes je verjetno po pokazateljih razočaranje vsaj na nivoju lanskega, če ne še večje. In to je rahlo zaskrbljujoče. Čeprav pričakujemo že na naslednjih velikih nagradah posodobitvene pakete, zadeva je vse prej kot optimistična. In kar se tiče tega, kar smo videli na teh preglednicah, bi lahko zaključili naslednje. Na prvi pogled bi lahko dejali, da večjih pretresov ni vsaj tam na vrhu, ampak videli smo, da naprimer McLaren nadaljuje tisto dobro formo, ki smo jo videli v zaključku lanske sezone in tudi letos so v porastu, čeprav bi nekateri si želeli zmage. Ferrari kot prvi antagonist samemu Red Bullu je seveda še zmeraj korak ali korak in pol zadaj. Ampak vidimo po eni strani, da se je situacija izboljšala glede skupnega izkupička, ampak tudi forma, predvsem Carlosa Sainza mlajšega na kvalifikacijah, je kar naenkrat postala boljša. Razočaranje seveda tega prvega dela sezone je vsekakor Mercedes in Lewis Hamilton. Verjetno vsi mi ljubitelji, pa naj si bomo navijači ali ne, smo v resnici pričakovali več. In to bo verjetno ena izmed glavnih tematik, ki jo bomo morali spremljati tudi v nadaljevanju. Ali bo, na primer, Mercedesu uspelo dobiti tisto pravo formo, tisto pravo hitrost, ki jih bo začela uvrščati tudi na mesta, ki vodijo na zmagovalni oder, in kaj bodo predvsem storili pri Ferrariju in McLarenu. In bo uspelo dohiteti McLaren in bo uspelo v krizo spraviti vsaj Pereza. A gre le za prvo petino letošnjega prvenstva, torej neko izhodišče, o katerem velja razmišljati. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.